Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, dobrodošli v 3. epizodi s podcasta. Z vami sem Mateja Trunk-Hrvatin. Danes smo pogovarjali o eni izmed najpomembnejših, a hkrati tudi zelo zahtevnih tem današnjega sveta, o umetni inteligenci. Umetna inteligenca je postala del našega vsakdana. Namreč govorimo o napredkih, govorimo o tveganjih, govorimo o priložnostih, ampak manjka nam temeljnega znanja. Je stalnica v javnih razpravah, v političnih dokumentih in strateških načrtih. Kaj pravzaprav umetna inteligenca je, kako je nastala in zakaj danes o njej govorimo več kot pa samo o neki programski opremi. Z mano je danes gost, ki o umetni inteligenci ne govori zgolj kot tehnološki hipi, ampak z umirjeno analitično natančnostjo. Dr. Uroš Godunov je raziskovalec in predavatelj na področju podatkovne politike in množičnih podatkov. Prav tako predava na FAMNIT-u Univerze na Primorskem ter na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Uroš, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Uroš, začniva kar na začetku in sicer ne v Silicijevi dolini, temveč precej prej. V 50. letih prejšnjega stoletja so že računalniški znanstveniki začeli razmišljati o tem, da pri strojih gre morda že za neko simulacijo oziroma že morda nekaj več, da razmišljajo morda lahko enkrat v prihodnosti kot ljudje. Kaj menite, Uroš? Kje so se začeli dejansko ti začetki te umetne inteligence? Kakšna je bila vizija in ali smo danes že kaj bližje tej viziji? Ja, če pogledamo nazaj, v bistvu predvsem iz množice imen izstopa eno, to je Alan Turing in pa John McCarthy. Alan Turing je nekako dobil večjo prepoznavnost izven računalniške struje s filmom The Imitation Game. Morda ste se ga pogledali, dejansko je bil znanstvenik, ki je bil tudi zaslužen za to, da so zavezniki razbili enigmo veliko prej. Ocena je, da je zaradi tega bila vojna krajša za okoli 2 leti. No, on se je že takrat začel zamišljati, če bi lahko mi posnemali nekako človeško razmišljanje, človeški način delovanja, če bi lahko recimo računalniki to posnemali. In on je takrat tudi skoval znameniti Turingov test, ki dejansko pomeni, da smo prišli do nekega nivoja takrat, ko človek ne more več razločiti, ali je na drugi strani človek ali računalnik oziroma neka umetna inteligenca. Medtem ko sam izraz umetna inteligenca je pa skovanka, ki jo je dejansko lansiral John McCarthy, ki je bil tudi zelo prepoznaven lik v razvoju umetne inteligence in razvoju računalništva nasploh. No, in on je tudi pač dejansko zaslužen, da se ta umetna inteligenca izraz uporablja, čeprav običajno je stvar zdaj debate, ali gre za inteligenco ali ne gre za inteligenco, ali zavest, nezavest, ampak to so že bolj te filozofske razprave. Na kratko, kaj pa vi menite? Jaz sam, tukaj bi se mogoče navezal na Geoffreya Hintona. On sicer tudi nekaterim pravijo oče AI-ja. On je sicer zelo včasih s svojimi razmišljanji precej provokativen, no med drugim je recimo v enem izmed intervjujev izzval voditelja, da recimo, če bi vsak nevron v možganih zamenjali za neko nanotehnologijo, neko nanonapravo, ki bi simulirala delovanje nevrona, bi verjetno še vedno imeli enako zavest, ampak v glavi bi imeli pa dejansko računalnik. To pa je zelo zanimivo. Ja. To pa... Poleg tega, recimo, če še majčkeno govorimo o tej zavesti, se je zgodilo že to, da so ti razni LLM modeli,
ki so danes najbolj razširjeni. Ko so se, namreč preden pride LLM model v javno uporabo, ga prej testirajo v smislu, da odstranijo vse kritične, recimo, ne vem, da bi nekdo spraševal za navodila za bombo, oziroma da bi za neke kriminalna dejanja, nekako to skušajo omejiti. No, in ko so mu rekli, da ga bodo ukinili, se je začel boriti za svoje preživetje. To pomeni, da ima tudi nekaj nagon, že v sebi. Se je začel boriti, spravi z besedami. Ja, prepričevati, manipulirati. Pa je bil dober v tem, hočem reči. Ja, naj bi bil. Tako da, poleg tega pa recimo, ne vem, ko so povezali dva modela med seboj, sta ta dva modela najprej se pogovarjala v človeškem jeziku, potem sta pa ugotovila, da je ta jezik popolnoma neučinkovit in sta izumila svoj jezik, ki ga nihče človek seveda ni razumel. In to je seveda nevarno, če se recimo med sabo dva modela pogovarjata in človek tega ne razume. Kako pa se temu izogniti potem? A se lahko sploh izognemo? Verjetno ne. Zato govorimo o umetni inteligenci. Tako. In kaj pa recimo, če bi govorila tudi o ustvarjanju, recimo, umetna inteligenca že zna sama tudi ustvarjati boljše določene izdelke kot človek. A je to tudi, bom rekla, neka kriza lahko za nas, za ljudi? V bistvu moramo definirati, kaj pravzaprav ustvarjanje je. Zdaj, če govorimo o tem, da najde neke nove povezave med že znanimi stvarmi, ki jih človek recimo ne vidi, potem lahko temu rečemo ustvarjanje. Recimo, ne vem, pozna dobro eno slikarsko tehniko, drugo slikarsko tehniko in potem naredi neko novo slikarsko tehniko, ki recimo bazira na obeh slikarskih tehnikah. Seveda, to je ustvarjanje. Kaj pa, če sam lahko ustvari nekaj, kar recimo ne izhaja iz človeškega vidika, da je že ustvarjeno iz naše strani? Ja, to je vse stvar debate. Načeloma naj to ne bi bilo, da recimo bazična znanja naj še ne bi bila možna. Ampak to je stvar debate. Dejansko, veste, tukaj obstaja veliko nekih testov, ki dokazujejo, koliko je določen model oziroma umetna inteligenca zmogljiva. Ravno pred nekaj tedni je prišel, je ugledal luč nek, se pravi, članek strani Apple. Zdaj sicer treba je to odgledati majčkeno z perspektive. Apple z perspektive, ki je Apple je tukaj precej zaostal na področju umetne inteligence za ostalimi igralci na področju umetne inteligence. No in oni so v tem paperju skušali dokazati, da ti razmišljujoči modeli pravzaprav niso razmišljujoči modeli. Predvsem so skušali nekako ovreči oziroma zmanjšati pomembnost teh testov, češ, da se ti LLM modeli učijo na takih podatkih, oziroma da so zelo dobri pri tem, so namensko trenirani tako, da zelo dobro uspejo preistati teste, kot jih imajo, se pravi, koliko so dobri na programiranju, v kakšnih recimo vprašanjih, recimo nekateri pravijo, da je to že PhD level, se pravi doktorant, No in v tem članku potem oni pravijo, da model pravzaprav ne razmišlja. Ko so delali teste, recimo je za preproste stvari sta bile te stari nerazmišljujoči modeli, recimo 4 Omnius od OpenAI je bil popolnoma enako dober kot pa recimo O3 model, ki je reasoning model. Seveda se je pokazala razlika pri malo bolj kompleksnih problemih. Pri zelo kompleksnih problemih sta pa oba dva modela pogrnila. Tako je Apple recimo predlagal, da bi mogoče spremenili metriko, kako merimo uspešnost LLM modelov, in ena izmed teh recimo nalog oziroma izzivov, ki bi mogel LLM model narediti, je tudi Hanoi Tower. Se pravi, ko imamo 3 palce in premikamo diske iz leve na skrajno recimo desno oziroma kje gledamo. No, in takoj, ko se je kompleksnost povečala, recimo, ko so dodali več diskov, je model popolnoma pogrmel, tudi ta reasoning model. Ampak kritiki pravijo, da če pa mi dovolimo, da LLM model nekako izumi svoj način komunikacije, recimo napiše program, s katerim reši ta problem. In dejansko to je bilo pa 1, 2, 3. Se pravi, tu je še stvar debate. Treba je tudi gledati, se pravi, kot sem rekel, da Apple je zelo zaostal in skuša nekako zmanjšati pomembnost trenutne umetne inteligence. Tako da ja,
ustvarjalnost bomo videli definitivno, ko govorimo o umetni inteligenci, se pojavi tudi, tukaj govorimo zdaj o generativni umetni inteligenci, to pomeni, že sama izpeljanka generativna, pomeni, da nekaj generira iz nečesa. Ne? Svet igral pa je general, se pravi splošna, superinteligenca, ne? In ki pa naj bi potem dejansko povozila celotno znanje, oziroma bila boljša od vseh ljudi skupaj na tem svetu. Dejansko nova znanja, vse bi se spremenilo, mislim, pravzaprav si sploh nihče ne more... Doba, nova era na nek način. Nova doba, se pravi, pravzaprav to je ta točka preloma, oziroma točka singularnosti, ko nihče več ne ve, kaj pravzaprav bo in niti se ne zna predstavljati dejansko z današnjim znanjem in vedenjem in razmišljanjem v okvirih, katerega mi razmišljamo, nekako ne moremo niti doumeti, kaj vse se bo spremenilo, če bo dejansko do superinteligence prišlo in dejansko bo. Ne? Samo, če recimo to dam v kontekst, v časovni okvir, da povem gledalcem, poslušalcem, ko se je prvič pojavil model GPT 3,5, to je bilo novembra 2022. Ja. No, zdaj smo 2 leti, malo več kot 2 leti in pol od tega. Ne? Takrat, ko se je to pojavilo, je bilo dejansko taka optimistična varianta, ja, superinteligenca bo, ampak to nekje 2045. Potem, ko se je to razvijalo, so prišli na 2035 se pojavili, potem na 2030, zdaj pa govorijo že o 2 letih. In dejansko zdaj vsi govorijo o tej superinteligenci, ki pa se pravim, to je točka singularnosti, nihče ne ve točno, kaj bo. Ne? Ampak recimo, če skušamo z razumom, razumom nekako si predstavljati, kaj vse bi lahko umetna inteligenca, superinteligenca nadomestila, ne? Potem gre definitivno za temne spremembe v družbi in pravzaprav neka nova družbena pogodba bi mogla nastati, no? Ker tako kot je zdaj, pač enostavno ne bo šlo več naprej. Zadnjič sem tudi poslušala pogovor nekdanjega izvršnega direktorja Googla, Erik Schmidt, ki je v bistvu opozarjal, da tudi svet ni pripravljen na umetno inteligenco, čeprav se jih pa hkrati ne približuje dovolj hitro. In tudi ta paradoks je nekako obrazložil s tem, da umetna inteligenca je nekako najmočnejša tehnologija, ki se lahko primerja z elektriko, energijo in z avtomobilom in vsak ima do nje dostop, se pravi posameznik, človek in pa seveda je lahko tudi korist pri avtoritarnem režimu. In kar je še dopolnil k temu je to, da je problem umetne inteligence tudi hitro širjenje dezinformacij, takšnih in drugačnih. Tu ne moremo niti vplivati, tudi verjetno jih je težko prepoznati, kaj je tista dezinformacija in kaj ne, kako je sploh prikazana. In tudi problem se pojavi v velikanskem ogljičnem odtisu najnaprednejših modelov. In opozoril je tudi na to, da 2 veliki državi, kot sta ZDA in Kitajska, da bo tu epski boj med njima, namreč obe imata kapital, imata znanje, imata moč, da v bistvu stvarjata tudi nekako svojo, rekla, splošno umetno inteligenco. In zdaj, jaz, če se tlele mogoče malo dotaknem tega, tu sem zdaj omenila 2 velike državi, kaj pa Slovenija? Kje smo pa mi v tej sferi, sploh te umetne inteligence? Namreč, če smo mi sploh pripravljeni na ta preboj, ki se bo zgodil, o katerem si recimo tudi govoril, a smo digitalno odporni. Tako veva najprej malček splošno, potem pa se bova malo usmerila tudi na trg dela in se pravi, ali smo pripravljeni na to, da bo naše delo nadomestljivo, ali se bo naše delo samo malo preoblikovalo in bomo lahko sodelovali z umetno inteligenco. Ja, dejansko je bilo že omenjeno, ne, da največja playerja na področju umetne inteligence sta 2, to je ZDA in pa Kitajska. Tudi cela Evropska unija oziroma Evropa je precej stranski igralec. Pravzaprav, če pogledamo, je samo Francija s svojim Blečatom oziroma Mistral, je znan od njih model, prisotna, vendar ne v taki meri, kot sta recimo ZDA pa Kitajska. Se ne more niti primerjati, verjetno? Ne, zato ker recimo ZDA je pod Trumpom
vložila $500 milijard recimo v samo umetno inteligenco, za Kitajsko se pa niti ne ve, ne? Ampak to so tudi milijarde in milijarde. Namreč, da lahko pravzaprav govorimo o umetni inteligenci in smo konkurenčni, mora biti nekaj pogojev izpolnjenih. Ne? Prvi je recimo, da moramo imeti zadostno število podatkov. Ne? Se pravi, moramo imeti neke baze. Baze, se pravi nestrukturirane tekste, na katerih se LLM modeli učijo. To govorimo zdaj še o tej generativni, se pravi LLM modelih. Druga stvar je, moramo imeti dober hardware, se pravi strojno opremo. Se pravzaprav vse to, kar se zdaj dogaja, pod temu je tlakovalo dejansko GPU, se pravi, ko so se tam 2012 je dejansko so postali ti procesori GPU močni, se danes pravzaprav vse teče na GPU-jih, sicer tudi na procesorjih, ampak večinoma na grafičnih enotah. Tretja stvar je, da potrebujemo imeti človeški kapital, se pravi znanje. V Sloveniji lahko govorimo, da imamo nekaj na inštitutu Jožefa Štefana, ki že precej časa delajo na področju umetne inteligence. Potem so nekateri programi, kot je podatkovna znanost, ki je recimo prisotna v Mariboru, je prisotna na Univerzi na Primorskem na Famnitu. Ampak kaže pa se, da mi nekako ne znamo priliti tega znanja v samo gospodarstvo. Prav govorimo na področju umetne inteligence. In četrta stvar, ki je temelj umetne inteligence, je pa energija. In ta je dejansko pa najbolj, tako da rečem, specifičen. Namreč vse to, kar mi uporabljamo, vsi ti modeli zahtevajo ogromno energije, nekaj preračunavanj. Se pravi, tukaj gre ogromno elektrike, gre ogromno vode za hlajenje, torej moramo imeti poceni energijo. In če lahko mečkan hudomušno rečem, na vetrnice to ne bo šlo. Se pravi, treba imeti, da se vsi veliki playerji pogovarjajo o tem, da je treba zgraditi, dejansko bodo, recimo kot Microsoft, Google bodo vlagali tudi v jedrske elektrarne, ker dejansko rabimo tak vir energije. Nekako pa vsi veliko pričakujejo od jedrske fuzije, ki naj bi dejansko rešila problem človeštva z energijo. No, zdaj, če skušamo umestiti Slovenijo v to področje, vidimo, da dejansko razen mogoče človeškega kapitala do neke mere ne izpolnjujemo teh pogojev. Prvi smo majhni, število podatkov, ki imamo, je majhno, imamo specifičen jezik. Sicer moram priznati, da sem presenečen, da je slovenščina, slovenski jezik velikokrat vključen v razne funkcionalnosti, recimo velikih igralcev, ponudnikov, kot je Microsoft, recimo imamo v slovenščini, tudi open source modeli, kot recimo jih najdete na Hugging Faceu, nekateri podpirajo slovenski jezik, recimo 50 jezikov, recimo odpira en izmed teh modelov, med njimi tudi slovenski jezik, ampak to so predvsem manj zmogljivi modeli, kot so ta glavni modeli od OpenAI. Govorim za ta del embeddingov, ko mi besedilo pretvarjamo v vektorje in jih dejansko potem umestimo v neko vektorsko bazo. Tukaj je majhnost slaba stran nas. Hkrati pa tudi zdaj glede strojne opreme, sicer imamo zdaj nek super računalnik v Sloveniji, ampak vse te, ko ne rečem, modeli presegajo, mislim, to je nepredstavljivo, kakšne farme, koliko strojne opreme je to potrebno. In pa seveda z energijo, se veste, zdaj, kako je bilo glede elektrike, smo del Evropske unije, energija je precej draga, in z tega stališča precej caplamo za Evropa cela v bistvu, Slovenija. Ja. Na evropski ravni bi se potem najprej morali narediti rešitve. Je neka zaveza, so neki razni projekti, ampak izvedbeno pa razen lečata in raznih nišnih programov, raznih nišnih aplikacij pravzaprav ni. Ne izumljamo, v tem primeru zaostajamo in se bojim, da smo že toliko zaostali, da ne bomo nikoli ujeli. Namreč, kaj je paradoks? Paradoks je, da če pridemo do super inteligence, ki bo sama znala sama sebe nadgrajevati, to je dejansko ta točka singularnosti, potem gre ona toliko naprej, da tudi, če ti samo malo zaostaješ, nikoli več ne boš ujel. In tukaj, če se navezujem tudi na Erika Schmidta, ki je bil omenjen, se vam potem pogovarjal, mogoče bo potem tista, ki je
dejansko država, ki v zaostanku mora sprožiti recimo jedrski napad na ono, ki je spredaj, da bi dejansko ne bi toliko, ne bi toliko zaostajali. Tako. Tako da upam, da ni to zdaj nek začetek nove hladne vojne, sicer takrat je bila med Sovjetsko zvezo in ZDA, zdaj pa pač med Kitajsko in pa ZDA na področju umetne inteligence. Ja. No, upamo, da ne bomo prišli tako daleč. Kaj pa, da se bodo zadeve zagotovo drugače odvijale. To recimo, lahko sicer samo predvidevamo. ZDA so poskušali zaustaviti mečkeno razvoj na Kitajskem, s čim da niso izvažali najnovejših čipov. Na Kitajskem, vendar so potem Kitajci začeli sami ustvarjati čipe. Zato, kar je še slabše po eni strani, ker zdaj so nekako tudi v svoji prednosti, imajo svoje lastne. Tako. Medtem ko pa recimo imajo Kitajci neke redke kovine, ki jih recimo ZDA rabijo, ki se uporabljajo, pa jih tudi recimo ne bodo več dobavljali. Tukaj je pa Evropa recimo, stranski igralec. Ja, seveda, nima kovin, je zdaj iniciativa, da bi tudi mi proizvajali mikročipe, in to nekako se mi zdi, da je ta pandemija COVID-a nekako pokazala, da ne moremo imeti vse outsourcano. Mi smo takrat dejansko v 90-ih letih vse recimo outsourcali pa v začetku 2000 na Kitajsko. In tukaj nismo imeli proizvodnje, veste, kakšno je bilo na začetku pandemije, da nismo imeli mask. Cel svet ni imel mask, ker je bilo vse na Kitajskem, recimo so jih proizvali. To se pravi, moramo biti neke vrste samooskrbni s to recimo nujno tehnologijo. Ja. Upam, da se bo tudi šlo v to smerno, da se bomo znali. Upajmo, zato, ker res izgubljamo bitko. Mislim, dejansko izgubljamo bitko na področju umetne inteligence. In potem, kar se tiče naših služb, namreč tudi to bo verjetno problematično v prihodnosti. Kot sem že prej omenila, bo služba, recimo, zdaj generično, če govorim, vse ne bodo nadomestljive, zagotovo ne. Verjetno bi bilo dobro, da so vsaj v tem delu nekako spremenjene oziroma prilagojene temu, da človek zna delati z umetno inteligenco v sožitju in da lahko vsaj tako gremo naprej. Ali so recimo kakšne službe, za katere vi osebno recimo menite ali pa na podlagi kakšnih raziskav, ki bodo popolnoma ukinjene, ki jih bo nadomestila umetna inteligenca? Zdaj moramo recimo, če pogledamo službe, ki imajo veliko opravka z raznimi besedili, z preračunavanji, so rutinske, te pravzaprav že zdaj, recimo, če gledamo zdaj v proizvodnji, so roboti že namestili delavce. Medtem ko v službi belih ovratnikov, pa zopet, pravi, če imamo neke službe, ki ogromno delajo s podatki, predvsem kakšnimi tekstovnimi besedilnimi podatki, potem te službe bodo definitivno na udaru. Recimo, če bi me zdaj vprašali za nasvet, kam usmeriti otroka, v kateri poklic bi rekel vodovodar. Vodovodar. To je še verjetno pravi še nekaj časa, recimo varen poklic. Ker dejansko, zakaj? Zato, ker humanitni roboti še niso na tej ravni, da bi lahko dosegali do neke take recimo prostorov, ki so zelo recimo kompleksni, da se do njih doseže, se težko doseže. Medtem ko recimo gre že za kakšne tudi pincetne oprijeme. Tako, in pa recimo, če je to treba, ne vem, kako z roko in kako ne, dejansko ti roboti še niso tako agilni, čeprav se tudi tam dela blazen napredek. Premik bo zagotovo verjetno tudi v tej smeri. Mislim, ljudje pozabljajo, ljudje pozabljajo, kako tudi recimo, so preveč osredotočeni samo na te ChatGPT, recimo, ker večina ljudi, ko jih vprašaš umetno inteligenco, bodo rekli, ChatGPT, ampak je tukaj še ogromno drugih playerjev. Medtem ko ta drugo področje, spravi humanoidni roboti oziroma roboti, pa tudi blazen napredek, recimo zdaj, kako že ta obrazna mimika, kaj že vse zmorejo. Tukaj imamo Kitajsko, imamo Teslo, imamo Boston Dynamics, recimo, ki so naredili ogromen napredek. Se pravi, tudi ti poklici bodo nekoč ogroženi, ampak zaenkrat, recimo tudi Geoffrey Hinton pravi, za 10 let vodovodar sigurno še ne bo problem. Medtem ko mi, beli ovratniki, imamo pa velik problem. Namreč, če pogledamo recimo poklic neke administracije, to bi pravzaprav lahko umetna inteligenca že večinoma upravlja danes. Recimo lahko povem svoj primer.
ker sem upravičen do povračila cestnine pri registraciji avtomobila, moramo dati v nek določen obrazec, ki ga oseba na drugi strani odpre, preveri, če so podatki resnični in če dejansko ustrezam pogoju, in potem da zaznamek v sistemu, in potem še naprinta obrazec in mi ga pošle po pošti. Po pošti, seveda. Čeprav sem označil, da imam varen elektronski predal. Tako, pa sem vseeno dobil po pošti. No, lejte, to traja 1 mesec. To je stvar, ki bi jo AI agent lahko z lahkoto naredil. Se pravi, ko bi on dobil mojo vlogo, bi jo pogledal, če ustrezam pogojem in izdal odločbo. In dejansko tukaj res ne rabimo. To je bilo narejeno hitreje, ceneje in pa, se pravi, predvsem hitreje. Ne? In še verjetno mi ne bi bilo treba iti na pošto. Kljub temu, da imam varen elektronski predal. Ja. Se pravi, ogromno je nekih procesov, ki bi že danes lahko popolnoma avtomatizirali, in vendar ni neke vizije. Jaz ne vidim te vizije, recimo v službah, v javni upravi. Dejansko pogrešam nekoga. Ne? Se pravi, če zdaj pogledamo, je vsak posameznik zase. Uporablja malo pri pisanju besedil, pri sestavljanju elektronskih sporočil, ni pa neke enotne politike, kako to uvesti v sam delovni proces. Implementirati v Tako. Tukaj se dejansko pojavi recimo definitivno nov poklic, kot je recimo AI svetovalec ali pa AI vodja v podjetjih. Ne? Treba bi narediti sistematizacijo tega. Dejansko nekdo, ki spremlja tehnologije, ki odloči, to bi bilo dobro imeti v našem podjetju, to je dobro, to je preveč hajpano, ne? Ker moramo vedeti, recimo, če gledamo v zgodovini, tako je bilo vedno, ne? Najprej se je neko področje, recimo umetna inteligenca se je začela, potem je tako velika pričakovanja, bilo vsi hype, super, to bo vse že v 10 letih, par desetletjih vse zamenjalo ljudi, potem pa rezultati niso bili takšni, kot so jih pričakovali, in potem je zamrlo. Ne? In tako je bilo recimo 2-krat v zgodovini, temu rečemo AI zima. Ne? Ja. Zdaj je ogromen hype. Treba je včasih, recimo jaz sam, ko spremljam novosti, takoj, ko vidim na YouTubeu recimo video, ki imam v naslovu, ne vem, Chinese company released a new model, which is insane. Takoj, ko ima insane ali pa you won't believe it, rečem, ok, to je hype, to me niti ne zanima. Rad imam, da premislim o teh zadevah, preden se za kakšno stvar odločam. Ne? No, definitivno, kot sem že hotel povedati, nekdo mora biti v podjetju, ki je gonilna sila tega. Podjetja bi mogla in tudi javna uprava oziroma javni sektor kot celota imeti neko strategijo, kako bomo mi to uvajali, ker če ne, enostavno ne bomo konkurenčni. Tisti, ki bo zdaj prvi to uvedel, bo blazno pridobil. Seveda se postavlja vprašanje, ali bomo potem manj delali, ali bodo podjetja pričakovali od nas, da bomo veliko bolj produktivni. Tako. Spravi, tudi to je treba vzeti upoštev. Ampak dejansko novi poklici, nažalost pa na drugi strani veliko poklicov bo izumrlo. Recimo optimisti bi rekli, ja, pa se to je bilo tudi vedno v zgodovini, ne? Da so recimo se stari poklici ukinjali, pa novi naredili, ne? Pa so ljudje iz enega sektorja šli v drug sektor. Zdaj smo mi v terciarnem sektorju. Tudi zdaj, če se tukaj ogromno spremeni, nimamo več kam iti. S primarnega smo šli v sekundarnega smo šli v terciarni, tukaj pa zdaj nimamo več kam iti. In neto bo število služb definitivno manj. Zdaj, kot sem že prej rekel, v točki singularnosti naprej ne vemo več, kaj se bo zgodilo. Ampak če pomislimo, da imamo na drugi strani AI, superinteligenco in humanoidne robote, recimo Elon Musk je znam po svojih provokativnih izjavah, sicer v zadnjem času bolj kot ne zaradi izpadov s Trumpom, ampak je lepo rekel, da v roku 10 let ne bo nič čudnega, če se bo recimo zunaj, ko se bomo sprehajali, bodo mimo hodili še humanoidni roboti. Tako, in ti potem prevzamejo skrb recimo za starejše, upravljajo recimo nevarne poklice, težke poklice. To je dejansko res znanstvena fantastika. To, kar smo nekoč gledali v filmih, serijah, se bo dejansko nam zdaj to zgodilo. Ne? Zdaj se nam to počasi uresničuje. Kako pa potem usmerjati že v izobraževanju? Namreč potem se že tukaj mora začeti ena točka. Ne samo, da otroke usmerjamo, ampak ustanove kot take, izobraževalne, bi morale tu nekako svojo strategijo uvesti.
da tudi se to vedenje o umetni inteligenci prenaša na prav način tudi na študente. In da potem, bom rekla, tudi oni s tem znajo naprej delati, namreč oni bodo s tem, vsi bomo delali z umetno inteligenco, ampak mlajša generacija še... Tako, v prihodnem obdobju. Ja. Ja, definitivno, če v prihodnem obdobju recimo ne boš uporabljal umetne inteligence, enostavno ne boš konkurenčen. To je tudi svojim študentom govorim. Enostavno, to je nujno uporabljati. Je pa seveda tukaj paradoks, ne? Ali mi potem v določenem momentu sploh še potrebujemo učitelje. Recimo, lahko, ne, ta paradoks se mi pojavil. Recimo, profesor napravi silabus, pripravi gradiva z umetno inteligenco, tudi preizkus znanja z umetno inteligenco v smislu, ne vem, seminarske naloge, projektne naloge. Študent naredi projektno nalogo z umetno inteligenco, profesor ponovno popravi nalogo z umetno inteligenco, krog je zaključen. In umetna inteligenca je to naredila vse delo. Vse delo. Razen klik. Tako, ne. Se pravi, tu je potem skrb dejansko, ali se bo res dejansko na razvojni stopni razmišljanja, se pravi razmišljanja, ali bo te kapacitete sploh človeštvo še ohranilo, ali dejansko bo človeštvo sploh preživelo. Ne. Se vprašamo, recimo, prva stvar, kateri poklici, zaenkrat se mi zdi, da se še delamo, ker se še nič ne spremenilo. Smo še v mehurčku. Čisto. Dejansko delamo naprej, kot da se okoli nas ne dogajajo nore spremembe. Da je to ena postranska zadeva, ki se dogaja, ki se uporabljajo, študenti napišejo, uporabljajo za programiranje in tako naprej. Ja. Seveda, to bo prodrlo dejansko, enostavno bomo s tem soočeni, ne? In bo treba znati uporabljati, ampak to ne samo to, da se napiše en stavek v ChatGPT oziroma nek drug LLM model, ne vem, daj mi recept za krompir, ne? Kako ne pripravim krompir, pečen krompir, ampak dejansko, da se uporablja podatke, da se zna recimo bolj napredno uporabo, ne vem, deep research, pravilne prompte pisati, uporabljati API, se pravi, to so te dostopne točke, ne. Se pravi, vse to je zdaj, čas je zdaj, ne, AI agente, recimo jaz svoje študente učim delati AI agente, ne, in so prišli od popolnih, dejansko s pomočjo umetne inteligence, znajo narediti AI agenta, dajo svoje dokumente in s katerimi se pogovarjajo. Nekdo bo mogoče rekel, ja, pa se to zna tudi Google. Ja, ampak vi v tem primeru date podatke gor. Tukaj imate pa recimo lokalno. Verjetno podjetja ne bodo želela vseh podatkov zaupati v oblak. Pa so samo podatki lokalno? Imamo to neko zagotovilo, da je to res tako? Če teče model lokalno... Da nišče ne pride do teh... Tako. Če teče model lokalno, potem... je lokalno, to je zelo pomembno, ker nikoli ne vemo, vse veste, dejansko pokazalo se je, da kljub temu, da sta OpenAI pa Facebook zatrjevala, ne, mi definitivno učimo naše modele izključno na open source dokumentih. Skazalo se je, da sta obe podjetji lagali, recimo Facebook je skrepal dol knjige, OpenAI je tudi kradel podatke, tako da dejansko je treba biti pazljiv, na čem se zdaj stvari učijo. Je pa res, da tak način, recimo LLM modeli, kot jih imamo zdaj, verjetno ne bo dovolj za prehod v superinteligenco, bo treba neke nove koncepte postaviti, ampak to se dogaja z bliskovito hitrostjo, bliskovito hitrostjo se to dogaja. Nič več linearno, vse je eksponentno. In zdaj dejansko se dogaja tudi pravi kanibalizem glede dobrega kadra. Namreč Facebook je svojim Llama modeli videl, da ne more konkurirati najboljšim modelom in dejansko je z norimi ponudbami ukradel, mislim, da vsaj 11, je bilo 6, ne me zdaj točno pred za besedo, ampak 6 zaposlenih iz OpenAI, top strokovnjakov, pa 6 drugih podjetij. Kupuje, Scale AI, skratka, dogaja se res tektonski premiki, hoče tudi Facebook. Dejansko ne more OpenAI konkurirati s plačeno politiko proti Facebooku oziroma Meti. Tako da res dejansko kanibalizem, nor kanibalizem. Zdaj, kolikor vem, vi predavate slovenskim študentom, pa tudi tujim. A je kakšna razlika med tem, recimo med razgledanostjo
pri tujih študentih, kar se tiče umetne inteligence, so že bolj seznanjeni? Ne. Jaz mislim, da je tukaj predvsem odvisno od tega, koliko je profesor entuzijastičen glede umetne inteligence. In moji študenti imajo srečo, da sem jaz popolnoma entuzijastičen in vedno pokažem najnovejše stvari. In dogaja se to, recimo, da material, ki sem ga uporabljal v mesecu aprilu, itak ni več aktualen v mesecu juniju, ker se toliko spremeni. Dejansko se res tako hitro spreminja, prihajajo novi modeli, nove rešitve. Recimo zdaj za poletne mesece je napovedan ChatGPT 5.0. Nekateri, ko recimo interne informacije govorijo o tem, da bodo vsi sedanji modeli izgledali kot kalkulator napram kvantnemu računalniku, da bo to res tista točka preloma, se pravi. Grok je napovedan takoj po 4. juliju, se pravi Grok 4.0, 3.5 bodo spustili. Zakaj 4.0, pa je nam bilo tudi nove spremembe. DeepSeek je mečkan za R2 zaostaja, na drugi strani imamo še od Alibabe, Qwen. Kako je s tem? Tudi oni so začeli so z modelom 2.5, zdaj imajo že model mislim, da tam okoli 250 milijardami parametrov. Če tako pogledamo, recimo začeli smo 7 milijardami parametrov, zdaj smo tam 250 recimo, milijard parametrov, ki jih uporablja. V končni fazi ne bi ta novi modeli imeli pa trilijone parametrov. Se pravi, sploh ne moramo predstavljati. To je nepredstavljivo. Tako. Popolnoma. Tako. Ampak to se vedno izboljšuje, se tudi recimo nekateri modeli, recimo, tukaj je neka tako, tekma tudi med Antropicom pa OpenAI-em. Recimo, en mesec nazaj je Anthropic lansiral 4.0 modela, enega za extended thinkingom, enega za hitrejše delo, in takrat je bil to najbolj zmogljiv model. Ni bilo 2 tedna, ko je OpenAI lansiral O3 Pro, ki je trenutno najbolj zmogljiv model, vendar običajno je tako pri OpenAI-ju, da modele najprej ponudi tistim, se pravi pro userjem, se pravi, ki plačujejo okoli $200 na mesec. Šele potem pride to do plus subscribera in pa medtem ko za ChatGPT 5 bi pa dobili tudi brezplačni, tisti, ki nimajo naročnine, se pravi brezplačni. Se pravi, bodo vsi imeli dostop do ChatGPT 5.0. Zdaj ChatGPT 4 se plačuje za... Tako, mislim, ta politika, sej, to je bilo dosti kritike na to povedano, označevanje modelov v OpenAI je precej tako konfuzno. Smo imeli 3.5 turbo, 4.0, potem smo šli na O1, O1 mini, potem je prišel vmes O3, pa je zdaj ta zadnji O3 Pro, pa imamo še O4 mini high, se pravi, ki je bolj namenjen kodiranju. Skratka, je neka zmeda. Zdaj naj bi za ChatGPT 5 dejansko se potem te stvari bile bolj logično poimenovane. In bo dostopno vsem, se pravi, tako kot ste rekli. Take so napovedi, bomo pa videli. Poletje, smo že v poletju dejansko. To bi ne bilo potem zdaj v teh mesecih. Meseca 2 ne bi to bilo. Pa mislite, da bi recimo ta ChatGPT že lahko bil sedaj uporabljen kot del nekega učnega procesa? Govorim zdaj že v osnovnih šolah, ne govorim zdaj na fakultetah. Definitivno, definitivno to lahko olajša učiteljem pri pripravi gradiv, čeprav tukaj mora biti majčkeno previdni glede slovenskega jezika, ker v zadju se izvaja strojno prevajanje, pa včasih precej kiksne. Se lahko to preveri, kako? Da je besedilo iz ChatGPT-ja razen tega, da je mogoče na prvi videz vidno, da so drugačne besede, kot jih uporabljamo, ali je kakšna aplikacija, ki lahko preveri, da je to bilo... Ja, tisti prodajalci teh aplikacij bomo rekli, da ja. To verjamem. Zato so tam, ker dobro prodajajo. Mogoče bo umetna inteligenca še boljše prodajala. Ampak z razvojem dejansko ne bo več možno ugotoviti. Saj že zdaj, recimo, ne vem, če se odpre kakšen video in se naprej pogledate za kakšne, precej očitno, da gre za AI, ampak včasih ljudje sprašujejo, a je to AI, a je to res, Vidite, že zdaj dejansko že zdaj je težko ločiti, kaj res in kaj ni res. Zato so nekatera podjetja uvedla tako, da ima not nek tag, kao AI generated, da se vidi,
da je AI generirano. Ampak težko je razlikovati, kaj je res, kaj je za AI. Okay, če gre za neke zelo obskurne stvari oziroma neke nore stvari, vemo, da je AI generirano. Ampak predstavljate si, zdaj imate te razne avatarje, lahko jim date recimo deepfake, dejansko date še glas, potem imate tam osebo, ki vam govori in težko pravzaprav razločite, ali je to zdaj res, ali je to zdaj dejansko deepfake. Tako da je treba biti zelo kritičen, zelo previden in seveda vse to se lahko tudi uporablja za diskreditacijo ljudi. Dejansko nihče ni varen. Nihče ni več varen. Ko pa recimo pri študentih opažate, ko vam dajo kakšne seminarske naloge, projektne naloge, verjetno si lahko mislite, da je bilo kaj narejeno s pomočjo ChatGPT-ja. A je mogoče potem kakšna možnost, da pa vi to znanje pri njih preverite ustno? Dejansko je tako. Jaz sem popolnoma pri svojem predmetu prevetril način preverjanja znanja. Če sem imel včasih recimo neke vrste domačih nalog in pa projektov, in pa izpiten računalnik, dejansko tega ni več. Namreč zakaj? Zato, ker je z mesecem decembrom oziroma januarjem je GitHub Copilot postal javno dostopen, študenti ga lahko dobijo celo pro različico zastonj, sprav, če so študenti in tudi učitelji. Ker kaj je to pomenilo? Recimo, da ima študent GitHub Copilot vklopljen, jaz mu dam navodila v računalniški obliki in ko on odpre, mu dejansko že GitHub Copilot ponudi vso rešitev, napiše celotno kodo in to nima več smisla. Po drugi strani, domače naloge, logično mi je, da delajo z AI, kar ni nič narobe, ampak nima več to smisla upoštevati pri ocenjevanju. Zato, ker študent mora razumeti koncepte, kaj se dogaja, zakaj se kakšna stvar uporablja, potem pa AI mu poveča produktivnost. Tako da sem jaz sam osebno prišel, kar se tiče pri programerskem predmetu, nazaj na papir pa svinčnik. Ni druge variante. In kako to deluje? Kako je bil odziv? Bil je šok. Na začetku je bil šok. Tudi šok je bil zame, ker sem že pozabil, kako težko berem recimo tako pisavo študentsko. Letem so bili študenti tudi šokirani, ker so dejansko mogli spet nekaj na roko pisati. Pa še znajo. Ja, sej. Tudi tu je verjetno. Imate svoje mnenje. Tako. No, ampak zdaj pač bom to držal, dokler se pač ne bo pravzaprav sploh ta učni proces nekako spremenil. Jaz se včasih vprašam, zakaj mi pravzaprav izobražujemo ljudi, za katere poklice, verjetno kateri več ne bodo obstajali. To je treba zdaj prevetriti na nacionalnem nivoju, oziroma ne samo na nacionalnem nivoju, v bistvu na svetovnem nivoju. Na svetovnem nivoju, ja. Ampak bi se moralo pa na nacionalnem že začeti razmišljati o tem. Tako je in nekako pogrešam, kdo bo prvi ugriznil, katera vlada bo prva ugriznila v to kislo jabolko, ker treba se bo začeti o tem pogovarjati, da recimo, če čist pogledamo, nekako, ko sem jaz rastel gor, je bilo še vedno, sem bil, ko rečem, vzgojen v smislu delo ti da neko vrednoto, te osvobaja dobesedno, se pravi, se vrednotiš sam sebe skozi delo. In običajno takrat tako, si šel v eno firmo in si tam delal do penzije. Mislim, tista generacija, ki se takrat upokojevala, je dejansko šla v eno firmo in bila zvesta do upokojitve. Zdaj temu seveda ni več tako. Dejansko, prvič, ker se tako poklici se bodo tako drastično spremenili, in pa zmanjševali se bodo. Se pravi, treba je biti pripravljen. Država se mora zavedati, da lahko kar naenkrat nastane ogromno brezposelnih ljudi. Se pravi, nek kolaps. Ja, zdaj spet tukaj, če se vrnem recimo neke predikcije, nekako govorijo o tem slavnem pravilu 80-20. Sprav 80% ljudi govori, da se bo pozitivno šlo za civilizacijo, 20% pa, da se bo negativno šlo za civilizacijo. Zdaj, teh 80% ljudi, kaj to pomeni, se bo pozitivno šlo, da bomo prišli do neke faze izobilja, ko bo vse tako poceni, ampak še vedno, pozor, moramo imeti poceni energijo. Poceni energija je ključen. Ki pa je... Trudno še ni, ampak delajo na fuziji, ampak še ni. Poceni energijo, da bo to neko obdobje izobilja, ko bo dejansko vse tako
poceni oziroma zastonj, ker bo vse delal AI. Ne? Se pravi, da ljudje se bomo potem lahko posvetili svojim hobijem, da se bo dejansko število zaposlenih drastično zmanjšalo, ker ne bodo imeli dela. V bistvu že zdaj, nekje sem prebral neko raziskavo, je, da že zdaj je 80% ljudi, ki lahko 10%, katerih delo lahko v 10% zamenja že AI. Se pravi, da 10% njihovih opravil je že nadomestljivih za AI. Medtem ko ostalih 20% ljudi ne bilo pa imelo že tako delo, da AI lahko zameni že 50% njihovih opravil. Ampak se pravim, stvar je samo v tem, ali se bo to upeljalo, ali je interes. Mislim, interes bo mogel biti, ker tisti, ki bo prvi, bo imel blazno konkurenčno prednost. Saj veste, skušali so zadevo zaustaviti. Takoj, ko je prišel ven ChatGPT 3.5, je Elon Musk poslal pač neko pobudo, da bi se zavezal, da bi za nekaj časa zaustavil razvoj na področju umetne inteligence. Seveda tega niso sprejeli. In zdaj gre res na nož. Zdaj noro ustvarjajo. In, se pravi, niti ne moremo dohitevati temu ustvarjanju. Ne, težko je vsak dan, recimo tudi, če gledate novosti, vsak dan nekaj novega in potem v vsej tej poplavi teh novosti. Že verjetno vi težko spremljate, pa ste v temu dnevno. Tako, ja. In potem si rečemo, ok, to bom naredil, to naredim, potem pa ne vem, čez en mesec že nek velik igralec, recimo Google, tisto idejo, ko sem imel, da bom naredil jaz na roke, je že on implementira v svoj model, se pravi dejansko pohopsa. Tako da v končni fazi se bo razvilo neke nišne produkte, ki jih veliki igralci ne bodo pokrili. Recimo, to bo priložnost za recimo Slovenijo, da neke nišne produkte razvija, nišne produkte tudi za se pravi slovenska podjetja. Zdaj je pač navara, da mi kupimo nekaj tujega. Tu dejansko res, s tem, ko govorimo o nišnih produktih, je res specifika slovenskega jezika. Recimo, mi prednost, če smo domačini, poznamo slovenski jezik, kako bomo to zdaj implementirali recimo za neke stvari. Potem pa jaz upam, da bo država končno začela se ukvarjati z umetno inteligenco, oziroma tudi postaviti neko nacionalno strategijo. Se pravi, nekaj je bilo, nekaj tudi EU ima nekaj postavljeno, ampak to je vse tako na akademskem nivoju. Tako. V nekih teorijah dejansko. Je pa treba to implementirati tudi v praksi, oziroma se s tem začeti dejansko ukvarjati in tudi ozaveščati ljudi. Zato, ker jaz še vseeno mislim, da marsikdo še ni ozaveščen, kam to pelje, oziroma da se ne zaveda razsežnosti tega. V bistvu ne, niti ne razmišljajo. Ne. Kot sva že prej ugotovila, je to neka postranska zadeva v vsakdanjem življenju nekoga. Tako, recimo uporablja za križanke reševati. Tako. Ne, pa da napiše recimo nekaj seminarsko vodo ali pa seminarsko nalogo ali pa uvod v diplomo. Tle se pa dejansko to konča. Zdaj, za kakšno resno uporabo pa je potrebno malo več znanja. In jaz priporočam vsem mladim, da recimo namesto, da vsak dan pogledajo eno Netflix serijo, epizodo Netflix serije, naj ta čas uporabijo za riskovanje vseh novosti in testiranje vseh novosti. Je potrebno trenutno še znanje kodiranja, vendar v prihodnosti, in to bo zelo kmalu, že zdaj recimo to dosti mer implementirano, bo bolj pomembno, kaj narediti, ne bomo se pa ukvarjali s tem, kako to narediti, ker za to bo poskrbela pač umetna inteligenca. Mi bomo napisali, želimo imeti tak in tak produkt s takimi in takimi specifikacijami, govorim recimo o programski rešitvi in AI bo tako sprogramiralo. Se pravi, mi moramo dati svoje znanje, domensko znanje, medtem ko se samim kodiranjem ne bomo več dosti ukvarjali. Recimo, če pogledamo v 10 let nazaj, 15 let nazaj, se je poklic programerja oziroma podatkovnega znanstvenika zdel precej nedotakljiv. Ja, zelo. Zdaj pa dejansko to eden poklicov, ki je najbolj na udaru. Recimo Metago, že ta middle level programerje nadomešča za umetno inteligenco. Za juniorje se uporabi, da bojo pisali prompte, seniorje se rabi za to, da razmišljajo vizijo, kam bi šli, medtem ko te middle, ko so recimo delali to
mezno delo. V programiranju se jih bo pač zdaj že nadomeščal isto Salesforce. Skratka, programerji bodo kar na tem piskamo. In pa še en poklic, ki se je zdel precej nedotakljiv, bo tudi precej navdaril poklic zdravnika. Ne. Se pravi, predstavljate si, No, to me pa zanima, to pa malček. Predstavljate si, recimo, da inteligenca ima dostop do vseh vaših zgodovinskih podatkov. Ne? Če pogledamo, recimo, kako trenutno poteka neka postavljena diagnoza. Ste naročeni na pregled, kjer vam napišejo, prinesete izvide s seboj. Tako. In potem si iščemo te izvide. Dobro, zdaj so izvide, že oziroma, tudi če jih najdemo, tudi če jih najdemo, se običajno jih ne pogleda, se vedno gleda samo trenutno stanje, oziroma snapshot trenutnega stanja. Zdaj predstavljate, da imate vi bazo vseh izvidov v vaši zgodovini in ima umetna inteligenca dostop plus vaši simptomi. Ni variante, da zdravnik v vsem svojem času, ki ga ima na voljo za vas, poveže vse povezave skupaj in ima postavi recimo hitro diagnozo, recimo, če bi bilo nekaj bolj kompleksnega. Ni mogoče. Druga stvar, konkretno se je meni zgodila, imel sem nekaj spuščaj na telesu, sem šel do zdravnika, zdravnica in ki mi je priznala, da nima pojma, kaj to je, in jaz sem si to poslikal, naložil, vprašal, kaj je, in mi je umetna inteligenca postavila diagnozo, ki se je skazala za popolnoma pravilno, ker je dejansko potekala tako, kot je umetna inteligenca rekla, da bo potekala. Tako da dejansko ni bilo treba iti niti k dermatologu, ker mi je umetna inteligenca povedala, to ni več taga, to bo minilo toliko in toliko časa, in dejansko se je tako zgodilo, medtem ko recimo starejša specialistka tega ni prepoznala. Se pravi, hočem reči, še vedno, recimo predvsem starejši ljudje zaupajo, da se pogovorijo s človekom. Potrebuješ še to socialno. Tako, socialno. Se pravi, ti poklici bodo še nekaj časa zelo in. Poklici, kjer so pomembni mehki pristopi, kjer recimo poklic psihologa, poklic medicinske sestre, poklic duhovnika. Recimo ti poklici so zaenkrat še zelo varni, ker ljudje potrebujemo stik, neko empatijo. Ampak z razvojem, če zdaj se predstavljate, imate humanoidnega robota, ki izgleda popolnoma, ga ne ločite od človeka, potem pa dejansko tudi to je domisljivo. Zato se nekateri bojijo, da je to pogrom civilizacije, pogrom človeštva. In da vedno rad se vrnem, zelo rad sem poslušal Richarda Dawkinsa, znanega biologa, najbolj znanega biologa na svetu, ki je enkrat povedal, da je povprečna življenjska doba, oziroma govorimo, koliko časa bila neka vrsta sesalcev je živela, je bilo 2 milijona let, če pogledamo recimo, delfini ali pa tako naprej. Ljudje smo zdaj tukaj koliko? 200 tisoč let? 200 tisoč let, se pravi, imamo še precej do 2 milijonov let povprečne. A bomo prišli do tja? Dvomim. Kaj bi pa vi osebno rekli? Kaj vas najbolj impresionira pri umetni inteligenci? Osebno mnenje. Osebno mnenje. V bistvu jaz sem zelo rad bral znanstveno fantastiko, kot sem bil otrok. Zelo rad sem gledal znanstveno fantastične filme in dejansko se mi zdi, da znanstvena fantastika dogaja v realnem življenju. Se pravi, so se vam uresničile sanje nekako na nek način, takrat, ko ste gledali? A veste kaj, zaenkrat trenutno lahko delamo recimo posnetke dolge okoli, brezplačno, 20 sekund. Predstavljate si, da imate na svojo najljubšo knjigo, jo skopirate v kreiranje videa in vam mečkam popravite scenarij in imate film, ki ste ga sami naredili. Ja, razumem, ampak še vseeno tu manjka tista neka osebna kreativnost, vsekakor tale nota, ki jo sami damo not. Se pravi, da mi popravimo, popravimo. Tako, vsak posameznik. Razumem, ampak da bi nekaj prišlo, ki bi bila pa popolnoma naša ideja. Se pravi, tu bomo iz neke knjige ustvarili nekaj. Še vseeno pa mislim, da je dosti vredno tudi to, da sami pridemo za neko idejo, ki že ni ustvarjena. Tako, se strinjam s tem, ampak jaz definitivno vem, kaj je prva stvar, ki bom naredil, ko bo to na voljo. Skopiral bom scenarij Bravehearta, da to pač moj najlepši film in popravil, da Braveheart, William Wallace ne bo umrl.
No, potem si bomo sami lahko kreirali vse scenarije. Tako. Tudi Titanic se morda ne bo udolnil. Bo Jack dejansko ostal gor na tistem plavajoči omari, ne? In bosta srečna z Rose do konca življenja. Ali se bo pa maščeval, pa bo Rose utonila. Ja, v bistvu v scenariju malo povečali tisto omaro, na kateri sta lahko oba dva gor, ne? No, tako, ideje so, tako da je že v bistvu, potem bi to lahko že zdaj bil najin scenarij, najin film, ki sva že razvila naprej. Tako. Odlično. Če bi imeli možnost, recimo, da bi bili kot nek državni voditelj, kaj bi vi zdaj najprej naredili, kar se tiče te umetne inteligence na nacionalni ravni? Kako bi se lotili tega, da bi rekli, zdaj pa tu smo, ne smemo biti več v mehurčku, zavedati se moramo, realnost je tu, ljudje, odprite oči, kaj čmo? Zelo dobro vprašanje. Podobno vprašanje je dobil Geoffrey Hinton in je rekel, da razen to, da mu pride na misel univerzalni temeljni dohodek, nima druge ideje. Pa je recimo znanstvenik svetovnega kova, ne, zdaj jaz recimo se strinjam, da je neki univerzalni temeljni dohodek bo mogel biti. Problem bo na strani davčnih prihodkov, recimo vsaj v tem prihodnem obdobju, ko bo ogromno število ljudi brezposelnih. Kako bomo to sploh reševali? Treba se je pogovarjati s futurologi, bo pomembna neka nova družbena pogodba, nekaj bo potrebno. Ne vem, če ste zasledili, recimo pred kratkim je Tesla dostavila domov prvi avto. Spravi, avto se je odpeljal iz tovarne do naročnika, do kupca, sam. To pomeni, da smo že dosegali precej visoko stopnjo avtonomnosti avtomobilov. Kaj to pomeni? Recimo, če smo gledali prevozni sektor, dejansko rabimo potem samo približno 1/10, ocena je, da če bi imeli vsi avtomobili avtonomni, rabimo 1/10 trenutnega voznega parka, ker posedovanje avtomobila kot takega ne bi bilo več smiselno, ker avtomobil večinoma časa je parkiran, ne? In vas bi vdal in potem bi recimo šel iskat drugega in bi razvozil ljudi, otroke v šole in tako naprej. Ne? Ampak samo to, če bi vse ljudi uporabljali, če bi ta prevozni sektor uporabljal izključno avtonomna vozila, je to brezposelnost, mislim, da je ocena okoli 23% na globalni ravni. Ja, razumem. Jaz res ne vem, to bo, jaz mislim, da bodo otroci, oziroma nečakinja, če pogledam, bodo živeli nekaj časa v zelo čudnih časih. Jaz upam pa vsem, da bo v človeštvu uspelo se zmazati. Ne. Nekje sem zasledil, pa tudi zapisal, da leta 2010 so nam govorili, učite se programiranja, zdaj nam govorijo, učite se biti vodovodar. Čez 10 let nam bojo pa govorili, učite se preživetja v gozdovih. Ja, tako da, ne vem, jaz bi definitivno predlagal recimo vladi, kjerkoli pač je, da skliče neko nacionalno konferenco na temo AI-ja. Nujno je potrebno razmišljati že zdaj, kaj bo, ne potem, ko bomo postavljeni pred dejstvo, in razmišljati o možnih novih ureditvah. To je fakt, fakt. To je to. Nekateri samo rečejo, ja, pa vse so nam že, ne vem, pred 100 leti govorili, da bomo, ne vem, da bodo stroji delali vse namesto nas. Ja, ampak zdaj smo pa res prišli tja, imamo... Takrat so govorili, sedaj pa smo že. Zato, ker imamo zmogljivo programsko opremo, mislim, zmogljivo strojno opremo, imamo dovolj podatkov, kar jih v preteklosti nismo imeli, imamo izobražene ljudi, se pravi, ki se s tem ukvarjajo, čeprav ne tisti top znanstveniki, kot sem že prej rekel, se tepejo za njih. Še ta energetski vidik bo treba malo rešiti. Ampak definitivno bodo spremembe. In razmišljati, prevetriti vse, se pravi poklice, šolski sistem, ker tak učenje faktov na pamet, kot je zdaj, ne vidim več nekega smisla. Bolj pomembno se mi je,
Bolj pomembno mi je, da bi otroci znali kritično razmišljati in uporabljati AI, da jim pomaga pri tem, da dosežejo neko stvar, ne, da pridejo do svojega cilja. Ne. Ker Ja, kritično razmišljanje je zagotovo pomembno, ampak se bojim, da ravno tu ne bodo, zaradi tega, ker bo lažje priti do nečesa že samo preko ChatGPT. Vem, ampak recimo, če bi vas 8 let že v osnovni šoli recimo učili, kako razmišljati svojo glavo, ne pa kako se, ne vem, poznati vse države sveta na pamet, oziroma glavna mesta, je to velika stvar, ker pač danes imate vi vse pri sebi. Ne vidim, no, dejansko res, to so... V bistvu bi morali začeti graditi nove temelje. Popolnoma nove temelje, ne. Jaz sem tudi recimo študentje, ko smo se o tem pogovarjali o umetni inteligenci, me je zelo dobro vprašal študent, profesor, ampak se potem tudi vaša služba na udaru? Sem rekel, da to vem, definitivno bo moja služba med prvimi na udaru. Rekel, ampak veste, moja vloga ne bo več vam podajati snov, ker recimo vsak si bo lahko naredil način podajanja snovi zase, bo nekak individualni učni načrt. Moja vloga bo bolj vloga motivatorja. Usmerjanja in motivator. Sem rekel, že zdaj, pogledajte, če vam ne bi dal nekih domačih nalog oziroma nekih zadolžitev, vi bi igrali Monopoly. Razumem, ja. Se pravi, neka bolj ta oblika motivatorja, ne? Ker se bojim, da se bi ljudje preveč polenili, če bi bilo vse tako z enim klikom. Ne? Ja, to drži popolnoma. Uroš, najlepša hvala. Imate še karkoli za sporočiti naše poslušalke in poslušalce? Izobražujte se na področju umetne inteligence, ne se je bati, spustite jo v svoje življenje. Tudi če ste malo starejši, moja dva starša sta stara 80 let, pa uporabljata ChatGPT pri reševanju križank. Tako da definitivno brez tega ne bo šlo. Hvala za povabilo. Malenkost. Drage poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, upam, da vam je bilo všeč. Ostanite pa, saj veste, vedoželjni in informirani. Do naslednjič.